Hejla! Well, it's been a long time. Sicer sem se kar nekaj časa pripravljala na to, ampak potem, ko sem dobila toliko ponavljajočih se vprašanj na Instagramu, sem rekla, da ni boljše rešitve, kot da pripravim en YouTube video, kjer vam prikažem najljubše izdelke v tem trenutku. Iz vsake kategorije sem vzela samo 5, tako da ne bi bilo spet preveč dolgo, čeprav malo me je strah, da sem že tu zagovorila. Tako da gremo kar po vrsti. Najprej, na redni bazi me sprašujete, kaj uporabljam za kožo. Veste, da sem julija prenehala z jemanjem Rogotana in takrat so se stvari malo spremenile. Tako da v tem trenutku so produkti, katerim se res redno zanašam, obvezno SPF. Sicer trenutno uporabljam kar enega od Baleje za 2 evra, SPF 50, deluje zelo tudi v največjem soncu, sem pač zadostno količino, torej 2 prstka nanesla in nikoli me ni opeklo, nikoli nič in morate vedeti, da sem se res pazila, ker vseeno, ko si na Rogotanu, ni fajn biti na soncu. Nekaj produktov, ki so redno v moji porabi in ki jih moja koža obožuje, je od Next Level, kakorkoli na dragocena.si se dobi ceramidi. Moja koža obožuje ceramide, zelo lepo se responda na njih. Sicer priznam, da mi ni bilo lih najbolj vseeno, ko je Primark iz ponudbe dal njihovo masko s ceramidi, ker to sem redno kupovala, stala je tako 2 evra in je bila top. In še dan danes, zmeri, ko grem v Primarka, zavijem na oddelek z maskami, da bi jale našla, ampak ja, do takrat pa to je res nekaj najboljšega. Tudi drugi produkti od Next Level, kako se reče, nakomi, kakorkoli. Naprimer, njihov vitamin C, mandelična kislina, niacinamid, vse te stvari so res top. Če nimaš na voljo oziroma se ti ne da čakati, čisto iskreno, na razne ordinarije in tako, jaz sem opazila, da moja koža se dejansko lepše obnaša s tem, kot pa z ordinarijem. Tisto je bilo že malo preveč grobo, tako da ja. Druga stvar, obvezna v teh mesecih, je CeraVe krema za telo in obraz. Zelo gosta. Jaz vam ne znam povedati, koliko moja koža zdaj, ko je šla skozi Rogotan, skozi vse to, potrebuje vlago in nekaj tak fest gostega je edino, kar v tem trenutku mi pomaga. Dejansko na dnevni bazi je že to, ali pa tudi brez tega, če grem samo v gym, že to in SPF prek čist dovolj za uporabo. Malo mi gre na živce, ker je ta tubica, da nima nobenega za squeezant, ampak predvidevam gleda to, kako gosta je tekstura, da bi bilo tudi malo težko tisto narediti. O naslednjih 3 produktih bom poskusila nekoliko hitreje. Sicer prvi, Vitamin Cleansing Oil Bundy Professional, tudi na dragocena.si, dosti stvari boste videli, da uporabljam od tam. To je že moje drugo olje, mislim, da eno imam še v omari, predtem sem uporabljala samo od Baleje, tisto klasično viola, ki ga vsi poznamo. To ne vem, kaj je drugače, ker sem si vedno mislila pač olje kot olje, sicer ja, govorim o cleansing oilu, torej jaz uporabljam dvofazno čiščenje, najprej z nečim na oljni bazi, nato z nečim na vodeni. In dokler sem tistega od Baleje, sem mislila pač olje kot olje, potem sem pa to pravila, ne vem, tako dosti bolj lahko je občutek, dosti lepše se razmaže, lepše raztopi, maskara gre tako dol, kar bi sem mogla kar nekaj časa za zafrkavati. Tako da ja, definitivno to, pa že tu je polovica tubice. Druga stvar, Moisturizing Tonic with Algae, torej tonik z algami v spreju. Ne vem, če se je zdaj kaj videlo, sem si pa kavo malo dodala pri okusa. Sicer zdaj, kar gre proti koncu, nekje tu, jaz sem začela opažati, da me nekoliko zapeče na ličencah in tak je pa res, da ne šparam s tem produktom. Ampak overall pa super tonik, predtem priznam, da nisem uporabljala tonika, ker nisem videla smisla. Zato, ker naša koža je dovolj močna, da sama uravnava svoj pH, ko da kdorkoli vam hoče z tega vidika prodati tonik, ne. Je pa fajn tonik, če hočete dodati neko aktivno sestavino. V tem primeru se gre res za nekaj vlažilnega, za nek vmesni korak, zato da naprimer ceramide, ki sem prej pokazala, ne dajem jih na golo kožo, ampak da je malo vlažna, pa da ne rabim z vodo vlažiti. Kot sem prej omenila, SPF, ki pa žal ga zdaj ne uporabljam, že kak mesec, 2, je pa predtem bil konstantno v uporabi. Frezideram, kadar sem ga kupila, sem bila zelo skeptična. Priznam, da sem ena tistih, da če ogromno stvari nekaj promoviram, me bo prej odbilo, kot pa pritegnilo. In tako je bilo tudi s tem. Potem sem enkrat poskusila poleti, ker pač sem mogla konstantno SPF gor. In zdaj,
Bi rekla, da je zadosti za samostojno uporabo, ne. Ker če boš dejansko uporabil 2 prsta, boš kot kloven, oranžen, ne. Je mi pa super kot, kako bi rekla, negovalna kozmetika. Jaz torej dam najprej SPF in to potem uporabim kot neko podlago, BB kremo oziroma nek niti ni toliko rahu, je kar prekriven pudrček v tem smislu. Sicer v trenutnih mesecih mi je pretemen, žal njihov najsvetlejši odtenek, se ne vem, če imajo še kakšnega. Torej ta odtenek je meni zelo temen. Ok, s skincareom smo zaključili. Facecareom, gremo na dejanski skincare. Tukaj se nisem mogla omejiti samo na 5 izdelkov, upam, da mi je oproščeno, ker en produkt, 2, sta za lase, tako da ni lih skincare. Prva stvar, prej sem že omenjala CeraVe. CeraVe jaz obožujem, CeraVe, kakorkoli boste rekli. To tubico sem najprej kupila za obraz, ker je imela pumpico in sem bila vsa presrečna, kak sem končno dobila nekaj s pumpico. Well, za mene ni dovolj gosta. Obraz je še vedno skoraj da pekel po nanosu, hitro popil ves produkt, ni bilo to. Jo pa super zdaj uporabljam potem, ko si obrijem kožo, ker res ni agresivna zadeva, zelo enostavne sestavine, lepo navloži, pač tak basic, ki če mene vprašate, v 21. stoletju bi rabila imeti vsaka omara doma, če ne drugega za komolce si navlažiti, za ne vem, za osvežiti self-tan, pač kadar ga, da nismo peči. Ok, naslednji produkt, ko sem rekla, grem že na hair care očitno. The Purity Circle Davines maskica. Ta maskica je edina, ki mi je še ostala. Imela sem od Showtime, Spotlight, ali kako so, torej 4-5 različnih maskic. In to hands down je najboljša maska za lase, kar sem v življenju poskušala. Poskušala sem od Moroccan Oil do eterike, do ni da ni. Not sponsored, nič od tega ni, upam, da se to razumemo. Ampak ta zadeva, uporabi se ena ta vrečkica za 3-krat in kadar tako pomisliš, ja, imel pricey 6 € za 3-krat porabo, ampak lase ti pa naredi tak lepe mehke, tak voljne, tak pač ne znam pojasniti, ampak jaz tak lepih in mehkih las še nisem imela, kakor pa odkar sem spoznala Davines brand. In zdaj bom najverjetneje si nabavila tudi njihov šampon, maske dodatne, razmišljala sem celo o balzamu, ker z decembrom prihaja ena sprememba na moji glavi, zato si zdaj zadnje čase tudi malo večkrat urejam frizuro, da res ovekovečim te momente. Torej, gremo dalje z lasmi. PLV hairbrush. Kolikor veste, jaz imam PLV podaljške v laseh, zelo zadovoljna, zdaj po moje že leto pa pol, 2 leti zagotovo, ker sem redna stranka. In pred kratkim mi je Vita poslala tudi to krtačo. Ta krtača, to je nekaj najboljšega za podaljšane lase. Trust me, jaz sem imela od Tangle teaserju do, kaj so bile, ne vem, v Novi Gorici so imeli prav neko specialized trgovinico za vse make-up zadeve, nekoliko bolj profesionalne, ne samo make-up, torej negovalne. In so imeli neko prav posebno z dvojnimi ščetinami, kar mi je bila top. Zdaj sem videla tudi, da Vita prihaja ven, ali je že prišla z nekimi takimi zlate, rozgol, srebrne bolano. Kakorkoli, ta je lih prav groba, ampak hkrati nežna, da ne cuka, ne znam pojasniti. Odkar sem jo dobila, samo še to uporabljam, nosim tako v gym, kot jo imam doma, pač konstantno je zraven mene. Ok, gremo na telo. Butters. Malo sem obsedena, not gonna lie. Kako leto nazaj mi je ena stranka jih predstavila, samo zaljubila sem se vonje in ja, je bil dober občutek. Masel njihovih, tak res za razvajanje, kot vidite, prihaja v koncu. Ta von, Raspberry Vanilla, najprej mi je bil malo, ko po dišavah v avtu, ne vem, zakaj me na to spominjal. Zdaj sem tako zelo zaljubljena, da mi je grozno, ker gre k koncu, ampak bolj kot von, pustimo ven na strani. Kako pustiti to kožo mehko? Jaz še en produkt, ki ga skoraj vedno uporabljam po britju in po peelingu, po vse skupaj, ko hočem res navlažiti kožo, konkretno DSZ. Včeraj zvečer sem si lih dala, dan zjutraj sem se zbudila z najbolj mehko kožo možno, zato tudi je toliko malo je. Ampak definitivno Worth the Splurge je nekoliko dražji, kot pa če greš nek DM po neko balejno zadevo, ampak worth it. Predtem, torej malo sem zamešala vrstni red, sem uporabila Sugar Body Scrub, mislim, da sem delila na Instagramu, kdaj sem to dobila, to je bilo mesec nazaj zagotovo, mesec pa pol. In sicer takoj, ko sem dobila, sem se zaljubila, nekega je še polovica. To tak diši
diši po Huba Buba bombončkih, čingumčkih, whatever so bili. Ne znam pojasniti, ne niti če je bil, ali ni bila čungalunga. Veste, tisti čingumi, ki so prišli v traku, to je tak vonj. To je nekaj najbolj dišečega, hkrati pa jaz sem uporabljala prej peelinge od drugih znamk in večina je imela, veste kar, tega nisem mogla narediti. Ker se vse olje in vse razčlenilo samega produkta, ne vem kako drugače reči, in bi steklo vse dol. No, pri tem, tega dejansko lahko obračam, lahko karkoli, tako gosto in drobno porazdeljene so te bunkice sladkornega peelinga, da je res prijeten za uporabo, ful malo ga uporabiš, it does the job, ful pusti mehko kožo. In še enkrat, čeprav je nekoliko mogoče dražji kot nekaj, kar bi dobila v klasični drogeriji, ne samo z vidika, da je slovenski produkt, ampak nasploh kot kvaliteta produkta, ker imamo kar nekaj slovenskih produktov, bi rekla, da je worth it. Zadnja stvar, ne bom rekla, da mi je favorite zaradi dejanskega občutka, ker žal imam trenutno res zelo suho kožo, self-care ne pomaga, ampak mi je pa top zaradi vonja. Kolikor vem na strani, je trenutno tak vonj tudi v obliki baterija in peelinga, in sicer Mandalin Neroli, jaz imam body lotion, kar je super za tako tekom dneva si kaj navlažiti ali pa spet, če uporabljaš self-tan, nimaš ekstremno suhe kože, je super za med tem, da se ohranja koža navlažena, da bo self-tan dlje zdržal. Vonj pa, ne vem, če se spomnite, lani sem bila obsedena z eno ovnovo svečo, vonj marcipan. Ne vem zakaj, čeprav to nima marcipana, mene tak spomne na tisto svečo and I'm in love. Očitno je, da rada lepo dišim. Torej, jaz obožujem parfume, nedolgo nazaj sem se začela malo tudi spogledovati z nišnimi parfumi, vseeno pa pri nišnih parfumih pač to je kar zalogaj. To moraš biti res prepričan, preden greš v to, vsaj če mene vprašaš, ali pa mora biti tvoj edini splurge, kot se lahko vidi pa pri meni temu nitko. Kakorkoli, jaz obožujem tudi sladke parfume, od, ne vem, La Vie Belle, Olympea do Black Opium, vse te klasične. Vseeno sem si pa želela nekaj, kar ne, kakor greš po cesti, vsaka druga se voha. Nič ne narobe s tem, vseeno pa sem si želela nek svoj signature scent. Sicer sem hitro ugotovila, da je ta malo preveč močen, da bi to bil, ker na dnevni bazi, ko sem ga nosila, sem že rabila malo break it apart s katerim drugim, ampak vseeno vedno znova, ko ga povoham, pač jaz ne vem povedati vam, kaj je na tem parfumu, ampak meni to tak diši, ful dolgo zdrži in ful je cute ta embalaža. Pri ta velikem pakiranju pridejo še te nogice na vrhu. Ful cute in kar mi je tudi všeč, če ne veste, parfume je fajn hraniti na temnem prostoru in ne preveč toplem, ne preveč mrzlem, ne preveč vlažnem, ne preveč suhem. To pride tam. Ok, še ena od mojih strasti, make-up. Pred kratkim sem končno makala The Splurge in si nabavila Luminous Silk od Giorgio Armani puder, imam ga trenutno na sebi in lahko rečem, da, kot sem rekla, za vse te stvari je moj favorite and it is worth the splurge. Trenutno nisem po moje kako leto nosila res redno pudro, odkar sem to preizkusila, ko mi čakam, da si zanesem. In dejansko že zdaj vem, da v trenutku, ko mi tega zmanjka, bom zagotovo repurchasala. Ja, je dražji, mislim, da pride 65 €, ampak če jo gledate malo po spletu, konstantno se dobijo kakšni popusti, še posebej zdaj, v času Črnega petka, v času Božiča, v času vsega tega sem prepričala, da kje zniža in takrat je fajn nabaviti več. Tudi jaz bom nabavila več, kadar mi tega zmanjka. Jaz sem v tem, ko si vzela 4.5, malo sem samo primerjala po spletu slike in vse skupaj in zdaj, ko imam še nekaj self-tana gor, je super, drugače bi pa šla še malo svetleje, ker sem precej bela po zimi, še posebej po tem letu, ko sem se mogla res čuvati od sonca. Naslednji produkti, no, tu je cela zgodba. Zadnji teden, dva sta bila precej težka za mene, ne bom lagala. In posledično sem dobro preizkušala make-up okoli oči in lahko povem, da nisem bila navdušena ne nad svojo maskaro, ki se je tako razmazala, ne nad, ne vem, BB kremicami, ne nad senčili, ne nad nič. Ena stvar, nad katero sem bila navdušena in ki je zamenjala moj Catriceov Liquid Camouflage Concealer, ki je bil
Moj najljubši od faksa, torej od nekje 20. 21. leta, tam nekje, moj najljubši, je zdaj bil nadomeščen z Catriceau in True Skin. Imela sem res en fejst težk dan ta teden, ko je šlo narobe vse, kar bi lahko šlo. In kot sem rekla, ta zadeva piše, da naj bi zdržala 18 ur, piše, da naj bi bila waterproof in je. Jaz sem še drgala si oči, ni da ni, in potem sem šla pogledati v ogledalo, concealer je bil točno tam, kjer sem ga dala. Sicer moraš biti malo hitrejša z setlanjem, z translucent powderom in vse to, ker se hitro posuši. Je slabša prekrivnost kot pri Camouflage concealerju, ampak za voljo tega, da res tako dolgo zdržiš, posebej jaz, ki praktično živim v fitnessu, mi je to absolutni winner. Za razliko od Camouflagea, ta ima tak aplikator kot ona spužvica, ta ima pa bolj tako diamantno obliko in precej lepo se uvija. Diamantna oblika mi je predvsem všeč za te notranje kotičke, ga pa uporabljam tudi za okvirjenje obrvi, ali kakorkoli bi rekla, pač za tisto na koncu, da malo lepščaš, če si šel kje čez ali karkoli. Gremo na usta. Konstantno dobijam vprašanja, ampak res konstantno, to ni tisti influencerski konstantno, kaj imam na ustih. Najpogostejša kombinacija v zadnjem času, imam tudi en kind of dupe, je Huda Beauty Rajah, kakorkoli, šminkica, odkrila sem jo pol meseca, mesec nazaj, v Gradsko sem šla in long story short, zdaj se verjetno vse moje kolegice smejijo, ker jaz ne znam povedati na kratko zgodbe, očitno. Jaz sem vsa leta bentila na tem, kako na meni vse šminke nude postanejo roza. Pač tako podton imam, tudi če si dam puder, tudi če karkoli, šminka bo na meni postala roza. Nedolgo nazaj sem šla v Millerja in je bila ena ekstremno prijazna prodajalka tam in sva odkrile enega od... Zakaj se zdaj znam, ker ne morem spomniti? Na C je malenkost high-end, ampak ne konkretno high-end. Kakorkoli, ni pomembno. Odkrila sva eno šminko, čisto rjavo, nekaj, kar je standardno, nikoli ne bi primila v roke, na mojih ustih čudežno it worked. Nisem vedela kako, zato ker pač res sem vedno gravitirala od onih temnih rjavih tonov, bolj konkretnih rjavih, ker se mi je zdelo, kot da te malo ali postara, ali vrne v, ne 90-ta, 80-ta. No, in potem sem šla jaz v Graz in odkrila to, ki je pa tak nude rjava, da bolj rjava ne bi šlo. In sem se zaljubila in od takrat pač niti mes še ni in četrt šminke je že šlo. Top match in zelo podobna barva tega je Gloss Makeup Factory v odtenku 16 Brown Harmony. Ima neke zlate speckelse noter in ekstremno pigmentiran. Dejansko, če vam je to predrago, če ste take kot jaz, da rabite bolj rjave odtenke, šmink in vsega tega, definitivno priporočam, da si to pogledate. Mislim, da je bila po 10 evrov, nisem pripričala, 16. Ne vem, ne spomnim se čisto iskreno. Če pa vam je tudi to predrago in ste pripravljeni pač zignorirati te zlate speckelse, ki če mene vprašate, naredijo šminko, ker pač dajo tisti plump efekt, ampak če vam je to predrago, pri Catrice Powerful 5 Liquid Lip Balm v odtenku 080 Golden Ginger. Ne bi rekla, mogoče pa je ginger. Pač dala vam bom eno v drugo, sicer zdaj vem, da malo daleč od kamere sedim, kakor sem nekaj se še probam navaditi. Če bi dodali, svetlova, če bi dodali te zlate speckelse, bi po moje se lih tako posvetlila, da bi bila skoraj ista. To sta dva moja go-to, tega imam v gym bagu, tega imam v avtu, tega imam posod, tega si dam v torbico, kamorkoli grem in ga imam tudi trenutno gori. To je to od make-upa, gremo na obleke. Bom začela pri največji stvari, zato da jo dam stran, da jo ne omažem, je bela in sicer na Instagramu sem jo že delila z vami in odkar sem jo dobila, sem eno dobila vprašanje, zmeri, kadar ste me videli v njej, puhovka iz Orseja, originalna cena, imajo jo tudi v črni, ker vem, da to so vedno vprašanja, ne znam je drugače pokazati, se boste videli na Instagramu na meni, ampak originalna cena je bila 120 evrov, imeli so lih zdaj te dni pri Black Friday, na vse, mislim da, minus 30%, tako da sem na koncu dala ene
82, 83 evrov, mislim, da tam nekje, kar se mi zdi za puhovko, še posebej puhovko, ki na meni, ki sem visoka 174, pride do tu nekje. In je tudi kapuca tako visoka in tako velika, da kljub temu, da imam precej veliko glavo, je še ostaja, se mi zdi razvredno. Ful je mehka, večina ljudi skrbi, kako bo, ker jaz pač vemo, da obožujem self-tan, in kako bo s self-tanom in z nošenjem bele barve. So far ne vidim problema, tudi realno zmeri imam pokrito roke, pokrito na vrhu, oziroma si ne zapnem do konca, že zaradi tega, ker sem se pri črni moji puhovki od Bendesija naučila, da če ne drugega, SPF se zelo hitro pozna, ampak so far nosim jo zdaj kak teden, teden pa pol, Frišen self-tan sem imela gori ta teden, ker sem imela ogromno slikan. In make-up pa sem kar dosti nosila in budnica je kot nova. Ok, zavedla sem se, da niso lih vse obleke, tako da bo malo mešano na žaru, bi lahko rekli. Prva stvar, ki jo moram omeniti, imam samo 2 tanka, zato ker druga 2 sta trenutno na pranju, ker to je trenutno vse, kar nosim. In sicer Bendesijeve Luna pajkice. Ne vem, kaj reči tukaj, to je nekaj najbolj elastičnega, hkrati flattering. To je tisto, kar je pri Bendesiju manjkalo. Pri Bendesiju smo imeli stelo, ki vemo, da naredi bolano postavo, ampak iskreno, čeprav sem ambasadorka, jaz se nisem toliko nosila. Jaz preprosto nisem videla vrednosti v tem, da mi ni najbolj udoben tisti šiv bil, da ni bilo najbolj elastično, zato da bom pač izgleda dobro. Ko grem v fitness, grem trenirati, hočem, ja, itak da se hočeš lepo počutiti, ampak mi je bolj prioriteto, da mi je udobno. Tako da sem vedno gravitirala k Pro kolekciji. Do zdaj. Zdaj, odkar sem dobila vse 4 barve, modra in siva sta na pranju, ne dam dol. Praktično, ko pa dam dol, samo toliko, da posuši in gre nazaj gor. In sicer, to so ekstremno elastične, s scrunčem, ki ga lahko nosiš cel dan. Trust me, I'm a personal trainer, I know that, ker pač jaz res cel dan preživim v pajkicah. Lahko ga nosiš cel dan in ti ne bo neudobno. Res lepo postavo naredi, za razliko od stele, ni tistih spodaj senc in vsega, da se na 15 km vidi, da si hotela poudariti nekaj, ampak je štekaš tak okusno, da hočeš nekaj pokazati. To so torej Luna pajkice, prva stvar, ki sem hotela pokazati. Naslednja stvar, sem oseba, ki me v trenutku lahko zbudi svetloba, ko grem spat. Zaradi tega, odkar pomnim, zadnje 3-4 leta recimo, v eno nosim maskice čez oči za spanje, ker pač drugače res avto bo spodaj se premaknil in bo posijalo ali pa kjerkoli, pa živimo v zgornjem nadstropju, pa me bo zbudilo. Glede, naprimer, da bi bilo kaj glasno ali karkoli me nikoli ne zbudi, to pa ja. Maskice. Prejšnjo sem imela tako sivo in sem jo toliko ponosila, da so se vse te stranske špagice že raztegnile, da sploh ni bila več za nositi. No, zdaj sem si vzela še črno, ker se mi zdi ob nošnji self-tana in vse skupaj dosti bolj primerna, nasploh mi je bila cute. 3 evre v New Yorkerju, jaz bolj udobnih maskic nisem probala, sicer me mikajo svilene, not gonna lie, ker to je res nekaj, kar vsako noč uporabljam. Ampak so far, druge so bile ali preveč tesne tukaj, ali so bile premale, preveč stisnjene na obrobju, ali so imele tisto gumico. Te za 2,95, delala sem v New Yorkerju, tako da nekoliko poznam njihove cene, za 3 evre ni boljše, can't top this. Naslednja stvar, kot veste, sem že kako leto MyProtein ambasadorka in v tem enem letu enkrat nisem pomislila, da bi preizkusila njihove nogavičke. Jesen je, zima bo, brace yourselves, ne rabim drugega povedati, kot pa kupite si to, ne bo vam žal, jaz imam zdaj že 2 paketa, pa sem jih odkrila 2 tedna nazaj, imam že 2 paketa in še bom naročila, vedno imajo na strani tudi nekaj, kjer je napis zeleno, rozo, oranžno, za tak, če hočeš malo mečati z pajkicami ali pa topkom. Najbolj udobne, najbolj hkrati tople, najboljše nogavičke, kar sem kdaj imela in nisem si mislila, da bom kdaj tako navdušena nad nogavicami, but here I am, vse je mogoče. Ok, še zadnja taka random stvar, ker se me sonce že počasi dotika in kadar snemaš, to ni najboljša stvar, ker to pomeni, da bom malo cela črna in boste samo to videli. MyProtein nahrbtnik, zelo poceni je bil.
sicer se vidi, da zdaj Buki okoli hodil. En žepek tukaj, drugi žep tukaj, zadej oblazinjeno. Jaz imam trenutno dvoje superge, shaker, brisača, slušalke, slidersi, ene 5 elastik, dolge elastike, kredo, kozmetične zadeve, suhi šampon, pač res tono stvari, ne vem kako se gre stlačiti v to, ampak se gre. In hkrati je to še vedno nekaj najbolj udobnega ever za nositi. Jaz sem včasih nosila klasičen gym bag za čez ramo, odkar sem to odkrila, ne grem nazaj, to je 20krat bolj udobno, poleg tega pa tudi za držo. Trenerka sem, moram tudi to omeniti, 15krat bolj, 150krat boljša izbira. Ok, smo pri zadnji kategoriji, ker ta video se je precej zavlekel, in sicer hrana. Brez hrane pač ni mene. In sicer sem ful vesela, da imam neke stvari še zapakirani, tako vam lahko pokažem novo, ker kadar enkrat odprem, to gre tak. Nekaj jih je z MyProtein, kot veste, sem presrečna, da sem ambasadorka in lahko določene stvari ali prej probam, ali dejansko vzamem samo za probat, da vam povem in tako da ja. Prva stvar, ki nikoli v življenju si nisem mislila, da bo moja najljubša. Sicer vemo, da pri MyProtein Whey-u je moj najljubši okus cereal milk, ki je bil limited edition in se ga več ne dobi. Kakorkoli sem se pa v zadnjem času zaljubila v okus coconut za vse neke smiče. Tak res Raffaello okus, oseba, ki tako 20-25 let svojega življenja, 16-17, kolikorkoli, ne bomo govorili o tem, ni prenašala kokosa, je to zdaj moj najljubši okus. Punce moje so me opozorile, naj ne vzamem chocolate coconut, ker so vse mislene, da oko Bounty in baje je veliko razočaranje. To ne vem povedati, zato ker ga še nisem vzela, vseeno pa opozorim. Coconut smo se pa vse enoglasno strinjale, da je najboljši okus možno. Ne vem, kako sem lahko začela z Whey-em, če bi mogla začeti z osnovo, instantovci. Čelno pakiranje, kljub temu dam še polovico v omari, ker to je pač stvar, brez katere pri meni ne gre. Obožujem instantovce, jem jih tako za zajtrk, če otegnem. Ne bom lagala, da včasih grem tudi na tešče trenirati, čeprav moje punce tega niste slišale. No, za večer vam pa še raje res taka topla kašica, nekaj, da lepše zaspiš v kombinaciji s tistim coconut whey-em in protein spreadom white chocolate. Mogoče kdaj dodam še poleg te mlete kokosove moke, par lešnikov, par mandljev in prisežem okus je identičen kot Raffaello kugelce. Pač jaz ne vem, kako mi je to ratalo vse skombinirati, ampak ta okus, to je moj prav tisti comfort dinner postala. Vse, kar vam rekla, enkrat probite to. Spale boste, skoraj bi rekla kot dojenček, ampak dojenčki ne spijo. Zelo dobro boste spale, ful bo prijetno, ker je tako toplo, še posebej za te mesece. In pa obljubim, da se boste zaljubili v kombinacijo. Še zadnje 3 stvari, ki bi realno lahko bile 2. Prva, pač kar ste videli, da pijem eno kavico in obsedena sem s kavico v svojem Dolce Gusto-tom, ki sem si ga želela leta in leta in zdaj ga imam zadnje leto in res samo še to pijem doma. Perfetto Caffè Latte od Bar Cafeja, to je edina kavica, ki bi jaz rekla, da se primerja z Petrolovo kavo. Zelo je sladka, o kalorični vrednosti in vse skupaj ne bomo govorili, ker tajna kavica na dan pač ne bo nič takega. Kakorkoli, res meni je tako dobra, top začetek dneva, da ni nekaj preveč močno, ker sem tudi oseba, ki priznam, da ogromno kofeina spijem in ker vem, da ga bom že čez dan ali na treningu ali s strankami, pol rada začnem dan, če že spijem zjutraj nekaj, da je nekaj res malo, da imam še zmeraj prej za jest kaj, če se spomnim, če otegnem, da spijem dovolj vode in pol grem na to. Pravkar pijem prvo kapsulo in sem že vključila pod favorite, isto Bar Café Perfetto Macchiato Noisette. Torej, lešnikova. Predstavljajte si to, ampak da bi dodali tiste monini sirupe, eno pumpico lešnika. Noro, pač doma si lahko narediš z aparatom. In še zadnja stvar, ker sem čisto porabila to svetlobo, Layered Crispy Bar od MyProtein. Moj trenutno najljubši snack že zadnji mesec, kolikor sem ga odkrila. Oziroma mesto si deli s protein browniejem white chocolate, ampak ja, definitivno top. Tudi ta drugi okus, torej ne white chocolate peanut, ampak chocolate ne vem kaj.
Je zelo dober, ampak ima neke pikice gor, ki se zelo rade drobijo, tako da jaz gravitiram k temu. Je crispy, jaz obožujem teksturo, to ima teksturo. Je crispy, je sladko, je top. Tako da, v prihodnosti razmišljam, da bi naredila tudi nekaj top produktov z fitness sveta, top produktov z make-up sveta, z vsega aspekta, da bi nekaj, ker to so res vprašanja, ki jih dobivam precej redno in kot vemo, nisem najboljša v odgovarjanju, pač dan ima samo 24 ur, tako da bi raje združila vse v en video. Razmišljala sem tudi, ker tudi to, jaz rada gledam What's in my gym bag, da bi naredila video. Če imaš še kakršenkoli drugi predlog, mi povej to spodaj. In pa, daj mi povedati, kateri aspekti tebi bilo najbolj zanimivo gledati, pa če te je kak izdelek presenetil. To bo za ta video vse. Hvala, da si ga ogledala. Hvala za like, ki si kliknila. Hvala za puščen komentar. Hvala za vse. In se vidimo drugič. Upam, da ne bo treba spet tako dolgo čakati. Čau, čau!